Živjo, moje ime je Brina, stara sem 22 let, prihajam iz Maribora. Ne. Je pa mariborska registracija, no? No, saj zato to. Živjo, jaz sem Brina, stara sem 22 let, tako da sem še študentka, študiram primerjalno književnost, prihajam iz Trbovelj, veganka sem pa od leta 2016. Jaz sem postala vegetarijanka že v 9. razredu. Takrat v moji družini ni bil noben vegetarijanec ali pa vegan ali pa karkoli, pač sploh nisem. Ok, vedela sem nekako za vegetarijanstvo, sicer ne glih ful, ampak mal. In jaz sem pač že od majhnega ful velika ljubiteljica živali. Je še ena stvar, ki sem se glih kar zdajle spomnila in je ful čudna, ampak moja babi pa deda sta imela doma iz kravje kože, ta tepih ali kakorkoli. In kakorkoli se mi zdaj to ful čuden zdi, jaz, ko sem bila majhna, sem se tja gor ulegla in sem tisti tepih božala, ker pač sem bila tako kravica, pač res lepo, ampak kako grozen, če zdaj potuhtam. In ja, vegetarijanka sem postala v 9. razredu, ko sem kar naenkrat na mail dobila nek video, ki je takrat ful krožil po vseh mailih, kako so tepli neke tjulne. In tisti video je bil toliko grozen, da jaz nisem mogla razmišljati o ničemer drugem. In vem, da tako 3-4 dni po moje sem samo o tem razmišljala, samo o tem videu, po moje sem šla tudi še iskat kakšne druge videe, ker pač me je zanimalo. In ko smo se enkrat domov peljali v avtu, glih iz ene trgovine, pa sem jaz tako gledala čez okno, tak filmsk, če si predstavljate, tako ampak jaz sem takrat kar naenkrat bila tako shit. Jaz dejansko jem pač mrtve živali, tako ko so oni tepli tjulne in so tam umrli. Jaz zdaj jem, ne vem, krave, pujse, karkoli na isti način ubite, kakor tisti tjulni, in če mi je bilo tisto grozen, pač zakaj bi jaz sploh jedla meso. In sem kar naenkrat se odločila, ok, jaz ne bom več jedla mesa. In tako sem nekako takrat postala vegetarijanka. Ok, veganstva čisto iskreno jaz ful dolgo sploh nisem razumela. Jaz sem mislila, da se to ljudje kar nekaj presiravajo, kao jaz ne pijem mleka, ne vem kaj vse, in sem bila tako, kako, zakaj ne, če pač ne ubijemo krave, ko da mleko. In tudi skozi so mi nekateri govorili, da kao imamo krave mlekarice, ki prav devajo mleko, nimajo ne telička, ne nič, to kar skozi devajo mleko, in sem bila tako, krava je tam, pa pač pomolzeš jo, in tudi kao, če jo ne molzejo, da kao umre krava, in sem bila tako, ja, pač to je pol samo še slabo, zakaj pač ne bi pil mleka, pa bi bila krava živa. Tako da sem bila tako, pač nisem štekala veganstva sploh. Potem sem pa kar naenkrat doma bila in sem gledala moja mama je pa očica šla na morje, jaz sem bila sama doma in sem gledala ful nekih videov po YouTubu, in kar naenkrat so mi pač, ko YouTube sam predlaga, so mi predlagali te what I eat in a day videe. In to je bilo vse vegansko. In sem bila tako, ok, in sem pač te videe gledala in vsi v teh videih so bili tako, jaz se tako dobro počutim, moja koža je tako, wow, nimam mozoljev, ne vem, shujšala sem, ne, vse je bilo tako, wow, in sem bila tako, zanimiv, ok. In pa sem začela še bolj gledati v veganstvo, itak mi je YouTube še več teh videov pol predlagal, in sem ful padla noter v to veganstvo. Nisem pa nič še etičnega gledala, tako da se me ni toliko dotaknilo. Pač ok, hrana je, super je, ampak dobro. Pa sem pa kar naenkrat zjutraj sem še jedla nek sir pa neke namaze, in sem gledala nek video Reasons to go vegan, ki nima nekih ful groznih posnetkov, ti pa pove čisto vse, zakaj mleko ni dobro, zakaj jajca, ne vem, vse. Zakaj to ni dobro, ti v bistvu pove tisto, kar bi ti lahko videl v videih iz klavnic. In sem jaz to izgledala, sem tako, wow, pač jaz tega nisem nič vedela. In pa sem šla sam raziskovati, in je bilo to grozen, ampak pač zajtrk je bil še vegetarijanski, kosilo je bilo pa že vegansko. In od takrat naprej ni šanse, da bi dala v usta karkoli, kar pač ni vegansko.
Ja, glih včeraj sem pol mami vprašala, ker pač vem, da je tudi kako moja družina mene sprejema kot veganka in sem bila tako, mami, pač kako si ti mene sprejela kot veganko. In mi je bilo tako lepo, da sem skoraj jokala, ker mi je rekla, da sem se jaz njej skozi dela ful pametna, ful tako ozaveščena, kaj se dogaja, da je v bistvu imela mene vedno ful tako za vzor in da sem bila toliko časa vegetarijanka, da je v bistvu sam nekako čakala, da bom veganka. Kar sem bila tako, kaj mi nisi povedala, kaj je veganstvo, ampak okej. In da v bistvu, ko sem mi povedala, da sem ratala veganka, je bila v bistvu tako ful vesela in navdušena. Tako da mami pa oči sta me ful dobro sprejela, zdaj sem celo še mami spremenila v veganko, oči še ne, ampak oči ne zaradi tega, ker ga je strah videti vse, kar se dogaja, no. Ne zaradi drugega, ampak sej bo, prav da bo. Ja, mojo najboljšo prijateljico sem isto spremenila v veganko. Sem ji dala par videov, tako je bilo, ona je bila ful proti veganu, ful. Pa sem ji rekla, lej, meni je ful hudo govoriti z nekom, ki ima toliko proti, ker ne vem, in sem rekla, dej poglej, please, par videov, sem ji kar linkala, pa ko to pogledaš, se bomo pogovorile. In ko je ona to pogledala, je rekla, se ne rabim pogovarjati, bom veganka. Ker je pač tako jo je prevzel, isto zdaj mojega fanta sem tudi spremenila vegana, to mi je tako reči, no, sami se spremenijo, nisem jih jaz, ampak jim pa dam neke, ne vem, videe ali karkoli, knjige za pogledati, za prebrati, da ugotovijo pač pol, da je veganstvo res pravo, ali kako naj rečem. Iskreno nikoli nič nisem pogrešala, ker pač jaz sem ful tak človek, ful čut. In jaz, če vem, da nekaj ni prav, pa sploh jaz imam res toliko rada živali in vsa živa bitja, da če vem, da jim lahko ne škodi, meni je vseeno, če bi vsak dan sam krompir jedla, čisto iskreno, samo da vem, da lahko drugi živijo, pa je meni čisto okej, tudi če bi sam krompir jedla, ampak itak ni težko, ker imamo toliko pač imamo piškote, imamo čokolado, imamo sladoled, imamo vse možno, kar želiš, tako da biti vegan zaradi hrane ni težko, biti vegan zaradi tega, kaj ljudje tebi govorijo, je pa težko. Ja, tako, jaz sem zdaj, v bistvu, ki je bil lansko leto Vegafest, sem jaz tam poslušala te razne govore, kjer sem ugotovila, da jaz delam čist premalo za veganstvo. Jaz sem se ful jokala, mislim, tam, ko sem poslušala vse te pogovore, sem ful jokala, ful sem se skrivala, ker me je bilo sram, ampak so se me res toliko dotaknili, da sem rekla, okej, pač jaz res toliko čutim in toliko imam rada te živali, da ni dosti, da sem samo veganka. Moram jaz to pokazati še drugim ljudem, moram to sporočilo deliti, tako da zdaj sem začela v bistvu šele zdajle nekako delati ta moj YouTube kanal, kjer bom pa objavljala razne stvari, kot je recimo, ne vem, kot so recepti, ne vem kaj, način življenja kot vegan, pa tako 90% vsega je veganstvo, pa 10% tako mojega življenja malo bolj tako po domače. Jaz bi rekla, mislim, ziher v veliki večini ni vseeno za živali, velika večina ima rada živali. Tako da mislim, da sam nekako še niso naredili te povezave in glih isto to sem včeraj tudi govorila z mami, da zdaj pač, ki je pol postala veganka, šele pol je videla, da je pač, ko vidi pri komu na krožniku meso, da je to dejansko bila živa žival, ki je čutila, ki je videla in vse. Ampak ona tudi prej tega ni imela v glavi nikoli. Pač bila je tako, okej, to je meso, pač jaz to jem. In to mislim, da imajo vsi ljudje, pač ne povezujejo mesa z dejansko kravo, ki je bila živa. In tudi zadnjič sem gledala nek video in to mi je to grozno. Vse živali čutijo in veselje, in žalost, še panične napade imajo lahko, to vejo vsi, ki imajo doma psa, da vesel je, ko prideš domov, žalosten je, ko greš, panične napade imajo pa lahko psi, ne vem, zaradi petard ali česarkoli drugega. In isto je pri kravih, pri pujsih, in se mi zdi, da ko se enkrat tega zavedaš, da žival toliko čuti, pa da ti še kar lahko ješ to žival,
se mi pač, ne vem, meni se to sploh ne zdi logično in se mi zdi, da ko enkrat to zakapiraš vse. In ni šanse, da bi lahko še kdaj jedel meso ali pa mlečne izdelke ali pa karkoli. Ok, jaz bi tole sporočilo namenila vsem, ki še niste vegani, ki mene ne razumete ali pa ki ne razumete nas veganov. In sicer dajte se vprašati, a imate radi živali, verjetno je odgovor ja. In dajte potuhtati, a je tisto, kar imate vi zdajle na krožniku, dejansko pač tisto neko živo bitje, ki ste ga malo prej dobili v glavo in če vam je to ok, da počnete. A ne bi raje mogoče zamenjali tega zrezka ali karkoli že imate za nekaj, kar ne čuti, za nekaj, kar nima čustev tako kot vi. Pa če boste to povezavo nekako dojeli v glavi, se mi zdi, da boste mene, pa tudi vse druge vegane, takoj razumeli. Jaz mislim, čisto iskreno, da nikoli ne bom zadovoljna z vsem, kar delam, dokler se bojo te stvari še naprej dogajale. Ko bo enkrat čist veganski svet, takrat bom bila tako, ok, in bom šla mirno spat. Dokler pa tega ni, imam pa občutek, čeprav je toliko drugih ljudi, ki isto delajo za veganstvo, vse možne stvari, se jaz ful počutim, da moram dati nekako vse od sebe, kar lahko jaz ponudim, da pač se bojo ljudje na svetu spremenili.